To je Radio 1 podcast. Vidite, kako sem danes oblečena in oblečena sem tako z razlogom, ker pride v goste kulten band, tako vsi pravijo, tako piše povsod. Pridejo namreč Njeti in govorili bomo o tem, se pravi o statusu, če je band kulten. Spregovorili bomo o zgodovini, spregovorili bomo o prihodnosti, malo se bomo dotaknili tudi težav sedanjega sveta, predvsem pa bomo mogoče tudi kakšnega malo pošimfali. Skratka, zanimivo bo, tako da priključite se, zdaj ta moment, začnemo. Ja, tako, te epizode podcasta sem se ful veselila. Malo sem bila tudi na trnih. Prideti bi mogla 2 člana Njetov, prišel je samo eden. Bom rekla, drugi najmlajši v bendu. Torej manjka Igor Drnovšek, ker je zbolel. Je pa prišel Borut Marolt. Živijo. Dodi drugače. Živijo. Zakaj si ti Dodi? To te nikoli nisem vprašala. Ko sem bil še zelo, zelo majčken, ne? Tako. Ne, Štručka. Štručka, Zdaj ne vemo, ne? Ali jaz nisem znal svojega imena izgovoriti, pa sem govoril Dodi, ali pa moj brat, ki je 2 leti starejši, ni znal povedati mojega imena in mi je rekel Dodi. In dejansko je to za prijatelje že od zelo majhnih nožic. Nožic, ker v bistvu to ni tako, da se sam sliši med vami nekje, recimo na koncertu debata, ampak tudi, ko so neki intervjuji, tebi rečejo vsi pač Dodi. Prijatelji, ja. Kot vidiš, sem se primerno opremila. Ja, to je ena prvih mikic, ne? Ja, in te zadnji piše čas je za revolucijo in to je po moje edina rdeča stvar, ki jo imam. In jo tudi nosim. Ta mikica je 15 let stara. Ja, to je zdaj že tako. Ker zdaj imate že nove, tudi vijoličaste med drugim, ne? Tudi, ja. Ste se ful pripravili. Ok, zakaj sem bila malo tako nestrpna? Zato, ker karkoli jaz poguglam, recimo v zvezi z vami, kogarkoli vprašam, slišam, je govora o kultnem bendu. Ne? Se pravi, strani publike, pa jeste celo edini kultni bend v Sloveniji in ta kultnost se mi zdi, da prinese sabo neka pričakovanja, konec koncev mogoče tudi neko težo za bend. A vi to občutite, recimo, mi smo kultni bend in moramo, ne vem, dati nekaj več? Bom rekel, da niti ne, ker se ne jemljemo tako. Vem, da ta kult je nastal predvsem zaradi smrti Habiča. Ne? Ja. In jaz sem takrat, ko sem jaz začel peti, 2008, na mest Primoža, jaz sem ta kult uničil. Ne? Jaz sem takrat rekel, ja, Njeti pač bomo, ampak seveda kulta ne bo več. Ne? Ostaja ta kult Primoža, ne? Iz 90-ih kult benda, pa mislim, da je šel. Zdaj, če je še vedno po medijih tako fajn, ne? Ja. Ampak jaz ne čutim tega, pa tudi mislim, da bend ne več. Ne več. Ampak to je konec konca tudi moje eno vprašanje. Če se to ne bi zgodilo s Primožem, če Primož ne bi umrl, sploh pa če ne bi umrl na tak način, kot je, se ti zdi, da bi se prilepilo k bendu ta pridevnik? Verjetno ne v taki meri. Ne? Zdaj, če oni ne bi nikoli več nastopali, ne? Bi verjetno še vedno nek kult bil. Ne? Ja. Ker pač res so igrali takrat v 80-ih, menda cele 2 leti in pol. Ustvarjali pa kar eno množico komadov, ki so še danes relevantni, oziroma so bili v 90-ih zelo, ne? In sigurno nek kult bi bil, ampak mislim, da je ta Puš je bil pa res ta Primoževa nesrečna smrt in je pol to čist nek drug nivo. Ne? Ja, škoda, ker Igora ni, ne? Ker vseeno par vprašanj normalno imamo v povezavi s Primožem, ampak on je bil, ne vem, kar ste se recimo pogovarjali v bendu, on je bil en tak zelo poseben človek, verjetno, ne? Mal človek nasproti, bi jaz rekla, ne? Ja. Ker po eni strani tak izredno, bom rekla, divji, pretepaški človek tudi, ne? Ampak hkrati pa je fural v sebi tudi neko to nežno plat. Ja, tako ga opisujejo, kot zelo topega, ljubečega človeka, hkrati pa, ja, je pa lahko postal zelo agresiven, predvsem, kadar je bilo treba zaščititi koga. Ne? Aha, ok. Je hitro se stepil, ne? Tako da to se ne nujno izključuje. Ne? Ja, brala sem, se bomo pa itak dotaknili tudi te knjige, ki je išla o vas, torej Njet, da je Furat jedo nagelj, ne? To je zame bila tudi čisto nova informacija. Viš, ko si zveš nekaj novega, definitivno. Ja, fuj so bili mladi, ne, ko so v bistvu začeli. Igor pa Aleš sta bila 17 let in Primož je bil takrat 16. Mimogrede, Primož ima isti dan, bi imel rojstni dan, kaj jaz, pa Njeti sta stari toliko, kaj jaz. Tako da človek se malo zamisli. Ni na ključi. Ok, kako si ti postal fan Njetov, ker ti si bil fan Njetov?
Ja, lej. Kot sem že prej omenil, 2 leti starejšega brata imam. Ja. In ko je on šel v srednjo šolo, sem jaz bil seveda 7. razred takrat, nekaj je bila 8-letka. In on je domov prišel takoj z nekimi punk komadi, z nekimi presnetimi kasetami, ker je imel nekega sošolca punksa. In jaz sem pač seveda prisiljen bil to poslušati, ker sem imela eno sobo. Tudi sam sem imel kar neke jeze vse pa, in mi je bilo to zelo hitro všeč, ta muzika. Ja. Drugače pri nas doma tudi so se Beatli recimo slišali, tako da ni bilo zdaj to neki čist neki drugega. Tako da sem hitro ta punk, predvsem se spomnim Sex Pistols takrat. Ja. In pol seveda iščeš tudi podobne zadeve na slovenski sceni in odkriješ seveda najprej punkrte, ki so bili tak največji jugoslovanski punk band in kmalu zatem pol tudi Njet. In to, mislim, da tam enega leta 90, recimo, ko Primož je bil še živ. Ja. Je pa res, tako kot sem prej rekel, to čist nek drug nivo ratal, takrat 91. po tej smrti, takrat je pa to ratal tako, vem, da v teh srednjih šolah, mislim, pri nas na Šubički, zdajšnjem Plečniku, glavni odmor, lep dan za smrt, skozi, ker smo imeli ker se je vrtela muzika, Ja. Ja. In pol ti zleze pod kožo. Rad imam tudi muziko, ki je malo melanholična. Blizu so mi bili pol tudi bendi, ki so v bistvu novi val predstavljali, ki so šli iz punka naprej, recimo Joy Division. Tako da nekako naravno so mi v bistvu bili najljubši bend, slovenski. Ma se spomnim, recimo pri nas je bilo isto, vsi smo nosili, se pravi, vojaške srajce, vojaški rucaki in te tablice so bile, ploščice v bistvu, ki so jih imeli. To je bilo tako, če si bil malo alternativen, oziroma če si šel malo v rok vode, je to prišlo, se mi zdi, v kompletu s tem, Ja, pa še nekaj, Kot slišiš, imam precej nizek glas, Ja, to vemo, ja. In jaz sem pač že zelo hitro mutiral, Ja. In ko sem se spoznaval z glasbo, je veliko pevcev, v rock glasbi, sploh v 80-ih so peli precej visok, Pač v vsem tem heavy metalu, itak, plus hard rock, ki se je takrat zelo, zelo populariziral, In jaz sem pa hkrati se tudi začenjal ukvarjati z glasbo in sem iskal kdo je tak, ki bi pač pel na način, ki bi tudi jaz želel ali pa hotel peti, In sem iskal pol seveda bende, ki imajo pevce, ki pijejo. No, to tudi. To je bil pa freudovski zdrs zdajle. Ampak to je eno z drugim. Ki pojejo nižje, Ja. In na slovenski sceni, Primož Habič. Na tuji sceni, ne vem, je pol sem najdel seveda Nika Cavea, Ja. pa itak Bauhaus, recimo Peter Murphy. Pred nas je bil pa Primož Habič. Čisto enostavno. Takrat, kaj je bilo še popularno od muzike? Veš kaj, jaz se spomnim Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Mike Patton, Ja. tudi. Ja. Zelo, zelo ljub pevc moj. Ja. In da on ima tak razpon. On ima razpon, ja, da točno jaz to. Pa še kaj drugega, zelo, zelo poseben človek. Zelo, ja. Ja. Tako da to dvoje, plus seveda cela ta grunge plejada, ker te dva benda sta malo posebna. Ta grunge plejada, pa govorim Soundgarden, Nirvana, Chris itak, Cornell pa to, ja. Pearl Jam Ja. in Alice in Chains, recimo neki veliki štirje. A so zate Njet punk band? Zato, ker ful je bilo tega predalčkanja. Se pravi, itak so bili neki hudi nesoglasi s hardkorovci, Ja. To je bil ta nek konstanten fight, hardcore punk in itak, ne vem, Igor je sam rekel, da mi nismo bili hardcore, mi nismo bili punk, mi smo bili Njet. Ja. Ampak mi vsi imamo Njete za punk. Ja, ker je tudi neko obdobje, po mojem. Zdaj, Ja. tudi te nesoglasja s hardkorovci. Kaj je bilo to? Oni so imeli. Ker pazi, Njeti ko so bereš ti šli- intervjuje tla noter, se začuti od predstavnikov, bom rekla takrat hardkora, da vas mal disajo, ne? Ja. Ja, Pač Njet so bili za hardkorovce pusi, ok. Plus, da so jih izdali, ker so šli Platoh Činču snemati, Ker hardkorovci so vse sami naredili. Ampak v tistih cajtih je to pomenilo ne tako, kot danes, kaj lahko res kaj doma posnameš. Takrat si kasetar postavil vse placa in snemal. In to je bilo dobro, Ja. Njeti so pa rekli, mi gremo preko tega in
In to jim ni bilo prav, ne. Ker ta do it yourself, ne. Ampak to je punkovska mentaliteta. Ja, seveda. Tako da se nekako prepleta, ne? S tem, da po drugi strani pa spet ni bilo take jeze, ne, ker veš, to so bili ful prepleteni in ne vem, da je recimo, Ko je drugače. Ker niso imeli bobnarja takrat, njeti, ne, vem, da je Maček uskočil, ne, ki je bil tudi hardkorovc, pa pol kasneje pred 2-2-7 bobnar. A veš, če bi bilo zdaj take, mislim, taka jeza, pol ne bi noben hotel sodelovati, ne. Ja. Na koncu tudi Habič je prej imel band Depresija, ne. Ja. Ki je tudi komad sabo Depresija prinesel, Ja. Tako da tukaj je bilo precej prepleten in je zelo težko reči, ne. In tudi verjeten Gigi ne pustil Tanji 5 pri njetih, ne, če bi bilo taka jeza, ne. Ja, tle je bilo, bil fant njen, kakor sem jaz to malo razumela, je bilo bolj tako, kdo je komu punco prevzel. Pa hkrati vidiš fotko, ki so bili na morju skupaj, a ne. Ja. Iz Ja. tih cajtov v knjigi, a ne, pa ti je jasen, da dobro. Ja. Je bilo tenzij, ampak ni bilo pa zdaj toliko grozno. Je pa tako, mislim, če prebereš prebrala sem ful enih intervjujev in zgodb iz tega časa, ampak pro vseh je bilo dosti podobno, da je še največ škode muski, bendom takrat naredila vojska, ne? Ja. In tle je bilo v bistvu čisto ista zgodba, v bistvu še bolj tragična, no? Ja, ker mislim, da so kar za nalašč to počeli, no. Da so jih tako pošiljali v vojsko, da so imeli kar popis nekih mulcev. Problematičnih. Ja, da je treba to malo razbiti in se je vedela, ne, že eno leto je veliko v tistem obdobju, ko pa ti 3 pošleš, ki so neki ustanovitelji benda, Ja. vojsko enega za drugim, tako da se ne vidijo 3 leta, ne. Ja. Je pa to Je zelo propad. malo verjetnosti, da pridejo nazaj, da nadaljujejo tam, kamor so končali, ne, čeprav tle, ja. Tle v bistvu je bila ta zgodba, da je Igor prišel nazaj, ne, iz vojske, je v bistvu dobil zadrogiranega Habiča, ne, kar je bilo pol težko rešiti, kakorkoli nazaj, ne. A so fanti kdaj govorili, kako je bil tisti čas glede samega dela, ker nekje je bilo pač rečeno, da so v 80-ih je štela predvsem ta kreativnost. Sporočilo je bilo zelo pomembno, ne. Ni bilo toliko izvedba, tehnika, kako se stvari posnele, ampak kaj si ti dal publiki? Ja, pred digitalizacijo to res ni bil tako pomemben faktor, ne. Ja. Ta izvedba, oziroma koliko mora biti vse perfekt, pa koliko mora biti radio play. To se je pol začel, pa tudi s to izjemno komercializacijo, ne, ko so začeli ful nabijati tudi. Ne, če poslušaš radio, pa slišiš oglas, ki je ful bolj na glas, kot je kakšna muzika, ne. Ali pa ta novodobna muzika je recimo precej bolj na glas, kot so kakšni komadi od Eaglesov iz 70-ih, ne. Vem, ker moraš kar malo nivoje Moraš kar malo na glas. Ja. In ja, včasih to res ni bilo tako pomembno, ne. Bolj je bilo to, kaj imaš zapovedati, ali pa kjermu gibanju pripadaš, ne, na koncu. Pa ne samo v punk, tudi že prej, ne. In je dejansko ta sama izvedba, koliko je to pomembno. Ja, to se je v 90-ih začel po grungu, v bistvu. Ja. Še grunge ni bil toliko, Ja. pomemben. Neti, ko so štartali v bistvu, oziroma njim je bil plan uspeta, ne? Ja. To ni bilo tako, gremo malo za foro neko muziko delati. Igor je imel skozi to, Tle je bilo, ne? Fokus. Igor je imel skozi to, da on pač, da on bo uspel s to muziko. In da je to res dobro, kar dela. Ja, mislim, da je to nekako dokazal, ne? Je pa res, da si ti poskrbel za revival vsega skupaj. Pač veliko let je vmes minilo. Ful me je presenetilo, kolikrat so igrali z EKV. Ja, Se pravi za Katarino Veliko. In kolikrat so jih zasenčili. To. Dobro, takrat, treba je vedeti, In stepli, ja. Ja, treba je vedeti, da zasenčili predvsem tukaj, ne v Sloveniji. Medtem, Samo oni so prišli doskrat tudi špila odgora, niso? Ja. So, ne? Ja. Ampak EKV so tudi dobili šele potem, ko so pomrli. Ista scena. Ja. In način, kako so umrli. Tako da takrat, ko so obstajali, niso bili na taki popularnosti, kot so potem kasneje. Ja. Pač normalno je, da če so igrali v Sloveniji, ne, da so njet, ki so bili domač band, ki so imeli med publiko svoje kolege, sošolce, EKV so pržali pa od nek drugje, da so pač njet razturili. Ja. In stepli so se, a se je Habič, ne, valjda? Ja. Verjetno. Mislim, da je udaril bobnarja, nekaj takega. Zaradi tega, ker pač menda je rekel opet ovi Slovenci, ampak je mislil v nekem hecnem smislu, ne, da bojo spet naredili štalo, ne. Ja. V smislu takrat, ko so v Križankah, ko je ograja šla, pa so se stepali pol obiskovalci, ne. Ja.
Tako da je malo v hecu to rekel, pač Primož je pa to vzel kot, da je užalil bend in ker je užalil bend, je on takoj stopil v bran. Ja, se pravi, ta zaščitniška, ne? To, kar si rekel. Glede na to, kaj sem prebrala, jaz bi pričakovala, pa tudi glede na tip muzike, sporočilnost in tako naprej, da je bilo več problemov s policijo, pa imam občutek, da ne toliko. Ker moramo tudi povedati, da pred dnevi je bil bend Opizda, ne? Ja. Ki bi recimo tudi lahko naredil malo že s samim imenom dramo. Ja, zdaj težko ti rečem, vem pa, da policisti, to se pa še jaz spomnim, jaz sem bil 15 let, 90 star, so se kar utikali, no. Takrat v stvari, ker so imeli tudi taka navodila, da se utikajo, ne. Ja. Zdaj, ko ti z distanco nazaj gledaš, itak ti je vse skupaj smešen. Ja, malo je hecno. Ja, zdaj, takrat pač ni bilo, ne. Ja. Tudi tako, kao oni rečejo, ja, pa smo to, pa so, da bi imeli nek koncert nekje, ki so jim pač črtali, kjere komade ne smejo špilati, ne? Pa so jih pol vseeno odigrali, pa niso šli zaradi tega v čuzo, ne. Ja. Ampak bil pa je ta malo pritisk, ne. Zdaj, ko si ti star 17, 118, 19, itak živiš za danes, ne, ti je malo vseeno, tudi če si kakšno klofuto od policaja dobil, a ne. Ja, v bistvu je bilo še bolj tako, še večja faca si bil, Ja, ne, tebe, lahko da so bil, ja, tako, ja. Verjetno s to neko danes se zdi to nemogoče, ne, da bi ti policija težila, kaj lahko izvajaš, ne. Ampak takrat se je to dogajalo, ne. Je pa Samo res, tudi sporočilnost zdaj je ful drugačno, oziroma marsikaj sploh ni, ne. Ja, itak. Tako da nimaš kaj v bistvu preprečiti, če ti nekdo Ne, poje pa o tudi- rožicah in Jaz mislim, da so tudi pol oblastniki nekako dojeli, da če ignoriraš, v bistvu je za njih boljš, ne, za oblast, ne, ker Ja. ne daš nobene pozornosti, ne. Ja. A se ti zdi, da bi njeti lahko, da so pač, da je bil to njihov čas, a bi lahko njeti nastali zdaj, včeraj? Ne. Ne. Ne, jaz mislim, da je vsak bend, ki potem lahko doseže nek nivo, ne, tako kot mogoče Siddharta, ne, Donsa, ne, kakšen bend je, ima neko obdobje, v katerem nastane in je verjetno kritično za takrat, da res takrat nastane, ne. Jaz mislim, da se to mora poklopiti. Okay, se pravi, tudi okolje tistega časa je bil tukaj. Ker če ti bereš sporočila, so praktično vedno aktualna. Ja, univerzalno, predvsej. Univerzalno, iste težave. Ja, ker so dost, v bistvu govorijo o nekih notranjih čustvenih občutjih, a ne, ker so pa vedno, ne. Ampak tudi konflikt z družbo, konc koncev, ne? Ja, je pa res, da pač s tako muziko danes ne moreš, ne, ker pač ni v sami izvedbi, ni perfektne. Ja. Ok, zdaj pa ta moment, ko se ti odločiš, oziroma kako je prišlo do tega, da se ti sploh pojaviš pred njimi in da bi ti zamenil Habiča. Se zamenil ga nisem, ne. No, pač, da si stopil v tiste, v bistvu si zamenil Igorja, se popravljam. Ja, Igor je če smo čisto natančni. No in Igor je bilo to nekaj najhujšega v lifeu, ne? Grozen za njega, ja. Grozna izkušnja. Ja, jaz sem s tem bendom prej, ko sem bil, ne, Prisluhnimo tišini, smo izvajali par komadov tudi od njet, ne. En od teh je bil Ruski vohun, ampak seveda ga nismo na Vahu igrali, tako kot je original, ki je Igor pel. Ja. Ampak smo neko svojo priredbo naredili. Smo igrali enkrat, vem, na enem motozboru, po moje z Drinkersi, ker je takrat meni Mutvar po koncertu rekel, da wow, kako odpoješ tega vohuna, ne, da to je ful dober. Okay. In Mutvar si je takrat zapomnil mene, torej basist od Drinkersov, ne, in Likar je takrat, seveda, Likar je ustanovitelj Drinkersov, naš kitarist oziroma kitarist Njetov, že tudi prej, v 80-ih. Ja. Likar je pač to informacijo potem dobil takrat, ko je bilo treba, ne. Ko so iskali tega pevca, ker ko jih je Pero Lovšin povabil, da bi prišli v Halo Tivoli 2007, ne, konc leta 2007, kot predband, je Igor rekel samo pod pogojem, da najdemo pevca, ne. Se pravi, to je zato, ker on tukaj ni čutil tega, da bi to počel. Ne, on je rekel, da sigurno ne bo pel. Okay. Tako da, to je ena zgodba, druga vzporedna zgodba je pa, da je tisto leto Drnovšek pa Gušti sta bila skupaj na morju, oziroma sta se srečala. In mu je Gušti rekel za mene, da če iščeš pevca, reč Maroltu, z Gušem se pa tudi poznava, ker smo pa s Prisluhnimo tišini isto veliki igrali z njimi kot s Bigfooti, kot predband. Mislim, da tam v letih 97, 98 redno.
In je isto rekel, da je Marolta pokličite. Tako da iz dveh nekih virov je prišlo do tega, da so rekli, ok, zdaj, če sta pa dva rekla, pa dajmo probati. Okay. Jaz pa iskreno, ko so me poklicali, najprej me je Mutvar poklical, če lahko moja cifra da likarju, pa se mi je zdel malo sumljiv. Okay. Noč ti ni povedal, zakaj, sam pa če lahko. Okay. Sem rekel, lahko, vedel sem, kdo je likar, malo se mi je zdel tako, no, pol me je pa likar kakšen dan kasneje poklical in mi je rekel, če pridem na vajo k njetom, ki iščejo pevca. In sem rekel, itak. In bilo je pač iskreno, tako kot sem v knjigi rekel, jaz sem bil prepričan, da je to. Sploh meni ni bilo, ne vem, verjetno sem tudi toliko nekih informacij od drugih ljudi že slišal, da mi je bilo nekaj poješ lep dan za smrt ali pa depresijo, ali pa ruskega vohuna na koncu. Te 3 komade smo igrali. Ja. Kje so imeli oni takrat vaje? Kje so imeli plac? Sploh niso imeli. Niso imeli? Niso imeli. Sploh kar nekje na neko... Oni so tam v 90-ih neki vadali z neko tako zelo mešano postavo, pa so te prostore precej menjali. Tako da, ko smo mi resno začeli z vajami, smo v bistvu začeli na Linhartovi v enem skupnem placu, kaj je več bendov noter. Čekaj, ti si bil takrat edini, bom rekel, kandidat, ali so prišli tudi drugi? Isti dan je bil še en, Ja? pa imeli so še enega čez en teden, mislim, ampak so me poklicali že drug dan, da je to. Da je to. Ja. Imeli so jih pa prej menda 54. A ja, tako? Zanimivo, ko sem imela tukaj Elvise, nisem imela tega, da je bilo za bobnarja, novega bobnarja, tako v Elvisih, ki je pol Soki letel, a je rekel 34 kandidatov, ne? Ampak je bil Soki prvi. Ja, In je bilo to. In verjetno, če se zgodi neka ta... Jaz sem bil pa zadnji. Ta magija. Jaz sem predzadnji. Ampak rekel si, ti si bil 100%, ne? Da je to. Ja, ampak ostali, bom rekla, ne bend, zunanji člani oziroma neki ostali, tako so potniki, zelo lepo si rekel, so pa dvomali. Sveda. Mislim, dvomali so zaradi tega, ker pač Habič je bil toliko dober, ne? Kot frontman. Ne? Sam pazi, sam da te prekinem. Dober kot frontman. Ful je imel težave 5 določene komade, ki mu niso pasali. Ful je imel težave s publiko. Recimo, on se je obrnil v zid in je pel v zid. A je to dober frontman? Ja, takrat je bilo, ne? Ker tudi en del hardkorovcev je imel to navado, da je pač hrbet kazal publiki, ki je pel. Oziroma, ki se je drl. Ker jaz punk vidim tako, da gre dobesedno na folk, ala Johnny Rotten scena. To je pol ratal. Ni nujno, to je zelo različno bilo. Ja. Ki so ostala da si je zgradil to karizmo, je pa pač imel. Ja, pač karizma je in tudi zapomnili so si ga in zdaj to menjati, tudi jaz sem pač sam rekel, valjda, kult sem jaz uničil s tem, ker sem se pojavil. In tako bom rekel, band je takoj začel verjeti vame, od prvega trenutka, ko smo se spogledali, ko so videli, to je res to. Ja. In to je seveda neka dodatna una, ki ti reče, itak, ne. Sam sebi si rečeš, to je to. Ja. Potem pa tudi te najbližji okrog benda, ki so prihajali na vaje in so slišali. Ne. Se pravi, pa so začeli dejansko prihajati, da malo... To so res te ožji krog benda. Sem te bil zate full pressure. Ne, ni bil. Ti ni bilo? Ne, ampak vsak, ki je prišel, je bil dodatni, tako, prav je. Ne, ker prav spomnim se enega modela, ki to je tudi v knjigi. Ne. Dejansko je pred placom sedel na kišti pera in poslušal, in ki je stopil noter s takole z gajbo, ki je prišel na vajo, valjda z gajbo, da bomo pol spili. Je rekel, ni hotel motati, ne. In da je poslušal, da je mislil, da je Habič poenot, ne. In ki je prišel not, je imel čisto rdeče oči in solze imel. Tip pri 50 letih, ne hecam se. To je bilo 17 let nazaj, ne. 2008. In vsaka taka stvar je bila v bistvu zame potrditev, da je cool, ne. Da je prav to, kar delamo, ne. Bilo je pa, mislim, da je 16 ali 18 vaj pred Križankam. To je bilo res... Je bilo kar grozen. Zelo lepo si zdaj pripeljal do Križank, ki so bile pa tisti breaking point. Zate oziroma za njete in tudi konc koncu za fene. Tle so se pa zdaj stvari poklopljane. Ja, to je bilo... Bil je kar pressure pred tem, ker so novinari ful navalili. Ne. Ampak jaz sem rekel, da ne dajem intervju. Kot je to ratalo, Ko ponavadi tle lik spucajo na polno, veš? Ja. Lej, tako je.
pač Jani Jerant, naš menedžer, ne, je pač želel seveda vse dobro v bendu, ne. In želel je, da pač razprodamo te križanke nesrečne, ne. Ker to je kar drag projekt, ne. In, A nisem to nek status dobiš? Križanke imajo neko posebno težo. Vse skupaj je, ne, Ja, v paket, ja, ne. tako. In je želel, seveda, ker so novinari želeli z mano govoriti, ne, je želel, da pač se odzovem temu. Jaz sem pač rekel, da ne. In smo se enkrat tudi zelo grdo skregali, ne. Glede tega, ker je povabil v studio, ko smo bili v studiu Jevanci, ekipo iz ene televizije. In sem jaz rekel, pač, da ne bom dajal intervjujev, ne. In so bili vsi užaljeni, una novinarka nesrečna je tam gledala, kva zdaj, ne. Sem rekel, lej, tamle so 4. Govorite, jaz ne bom pač. In sem tudi povedal, pač, jaz sem povedal, da pač do križanke jaz tega ne bom delal, ker vsak intervju bi bil zame pressure več, ne. In definitivno pa nisem hotel izpasti prepotenten, karkoli bi rekel. Jaz sem hotel priti v križanke na oder nepoznan in ljudje naj pač si ustvarijo podobo s tem, kar bojo doživeli takrat tam. Nepopisan list. Tako, brez nekih informacij odprej. Praktično, kar so vedeli o tebi, je to, da si bil v prisluhnimo tišini najbrž in to je to, in ne? to je to. Ja, to je to. Da, poleg tega pa tudi same te ure, bom rekla, pred koncertom so bilo kar hudo je bilo, ja. To, ki je imel, Bobnar, je imel noč prej, je imel otrok njegov epileptični napad, ne, 2 let star. In niso vedeli, kaj to sploh je, ker to je bilo prvič, ne. Okay. In ni bilo spanja, ne, in vsi smo bili živčni cel dopoldne, kaj je zdaj, otrok na urgenci, on tonsko probo dela tam, mislim, res je bilo grozen je bilo. In pol, ker je bilo konc tonske, se nekako zvede vse okej, da bo s Tamalim vse v redu. Res nam je ful odlegen in pol je una fotka tam, ki so te 3, ta stari Likar, Drnovšek pa Breht na pivu v predverju križank, ki se tako sproščeno smejijo, ne. To je bilo potem, ne. Ja. Je pol ratala tudi taka mal legendarna, ne, fotka. Jaz sem pa spal takrat. Kako ti rata? Jaz, ker sem živčen, grem spat, ne. In se spočijem. Ampak kako pa zaspiš? A ti ne grejo misli? Živčnost me dela utrujenega. Aha, če tako pogledamo, pol definitivno. Ja. Ok, in zdaj, a se spomniš tistega momenta, ko si šel na oder? Ja. Prišel je Jonas do mene in me je potrepljal po rami in je rekel, Mali, vse bo v redu, pa id za mano. In pa sem šel za njim. In ko se je on umaknil, sem jaz pač stopil na oder in to je to. Si začel kar peti direkt? A si kaj rekel? Ja, nekaj sem fušnil, kaj je la. Kaj je prvi komat, mislim, da bil molk. Kaj je pač moraš imeti kar... Ja. Kako pa to, da ste imeli Jonasa? On je bil kaj, samo napovedal je koncert ali je bil pol... Sam napovedal. Sam napovedal. Ne, bil je tam, ne, zato ker so hoteli neko povezavo na leto 84, ki jih je Jonas napovedal, ne. Ta posnetek tudi obstaja na YouTubeu, tako da si lahko ljudje pogledajo. Na to smo torej čakali cel večer. Upanje nove ljubljanske scene v letu 84. Predstavljamo Hoteli so pač to, nek ta moment ustvariti. Ja, se dodajo še neko težo in to ti je pomagalo, a ti je bilo tako, stari, pusme? Pomagal mi je, v bistvu mi je vse pomagal. Drugač me je Borut Činč ful to lažil, ne. Mislim, to lažil, se nisem jokal, ne. Zaprl sem se vase, ker sem rabil biti sam. Ne. Ja. In sem gor v Viteški dvorani, vem, da sem se na tla usedel ob zid in lepo samega sebe malo objemal, ne. In oddihal tako pravilno, ne. In prišel je parkrat. Itak so bili ostali člani tudi ful živčni, ne. Ja. Ful. Ja. Tako da vsak je imel sam s sabo težave. Borut je pa prišel do mene in je tako, pač vem, da je do mene prišel, pa pokleknil dol pri meni, pa je tako sam, ti zmoreš, to bo tako dobro, da... Ker Borut je tudi rekel, da ker on je delal seveda s Habičem in on je tudi rekel, da boljšega ni in to je to, da nimamo kaj skrbeti, ne. Zdaj, ko razlagaš to, presežem, da sem jaz živčna in si probam predstavljati, kako je moglo biti tebi. Ja. Ampak vsake križanke, ki padejo,
so fantastične. Enostavno, ali vam sede, to je že sam ambient teh križank, ali... Ja, sede. Pa poseben ambient je, kaj pri križankah drugače od drugih prostorov v Sloveniji. To, da ko stopaš na oder, ti vse vidiš v obraz, ne? Ja. Vse ljudi. Ne? Ja. Drugače vidiš sam prvih par vrst, pa naprej je črnina, množica. Ne? Tukaj je pa vse vidiš. In je, v bistvu je malo scary. Pressure, ne? Ja, točno to, ne? Lahko je kontra. Po drugi strani pa, ko vidiš pa, ko vsi pojejo, pa ko vsi roke gor dajo, pa ko vsi ploskajo, je pa spet, je pa super, ne? Ja. In po tismo verjetno ni bilo več nobenega dvomljivca, da to je bila pa mogoče zgrešena. Dvomljivca ne, so pa bili razni ljudje, ki se niso strinjali s tem, ne sploh. Ko so še zmeraj bili Ko so pač mene pljuvali na polno in svinjali po raznih družbenih omrežjih, ampak jaz, to je brez veze, ker na to se ozirati ne moreš, ne. Ja. Mislim, tudi tako je, če nekaj delaš prav, boš zmeraj imel nekoga, ki tudi te ne umaral, ne. Kar je v bistvu normalno, ker ne morete imeti vsi radi, ja, točno to, ne. In v tem smislu jaz nisem imel težav zaradi tega. Tudi kakšni bendi iz tistih cajtov so imeli kaj zapovedati po kakšnih intervjujih. Meni je bilo to smešen, da se sploh s tem ukvarjajo, namesto da se sami s sabo, recimo. Ja. Tako da tukaj jaz nisem imel težav. Je pa tako, da je v bistvu celo vsako leto kakšnega bolj manj, kakšna taka svinjarija, bom rekel, manj je bila napisana. Danes pa tega skoraj ni več, ne. Ampak so se pisale tako slabe stvari, vse praktično, vi ste, bom rekla, neproblematičen band, tako, da bi delal nekoga. V tem smislu, v tem smislu, zakaj so se sploh vrnili, ne, da bi mogli njete pustiti tam s Habičem pokopane, ne. Aha, na ta način. Ja. Kako so pa tvoji, bom rekla, prijatelji najbližji doživeli to? A so bili tako, a je bil ta trenutek ponosa, ali je bilo, da je stari pej delati kaj, no? Truzga. To ni job, a veš? Dobro, bratu se je moglo zdeti oprosti. Tako. Ne, mojemu bratu se je fajn zdel. Čist. On jih je predstavil, koncu. On je v bistvu predstavnik nekega tega punk gibanja obdobja, ne, bil en od teh, ne. In on recimo je od fundamenta me podprl. Pa moram reči, da kot mulca, ki so bila mulca, se res nisva marala, ne. Vse to je normalno, ne. Ja. Doskrat. Pa bi lahko rekel, da je tam malo seri in kvaš ti tam neki prnjetih. Pa mi ni, pa je rekel, lej, super. Torej, en od teh, ki bi lahko, pa ni. Me je skozi podpiral in še danes je vesel zame in doma itak, mislim, moja mati recimo ni vedela, koliko je to velik band, ne. Ona je šele v Križankah dojela. To je. To, kaj je prišla tam v backstage, to vse pojejo. Sem rekel, ja. Ni vedela, ni štekala tega. Je pol šele videla, kakšen nivo je to. Medtem, ka prijatelji pa tako, zdaj te iz bivšega benda pri Skupni tišini so bili veseli zame, ful. Ja. Medtem, ka jaz imam družbo, recimo, ki ne poznate muske sploh. Recimo en moj bestič, ne, friend Pero, ne, ki ga poznaš, ne. Kako misliš, da je reagiral? A ja, okej. A bo še enega. Life goes on. Mislim, nič posebenega. Ja. Kar je po eni strani čisto okej, veš, ker jaz rabim, mislim, meni je to okej, da imam okoli sebe ljudi, pred katerimi ne rabim biti pevc od njetov, ne. Ampak sem pač Borut ali pa Dodi. Ja. No, ampak potem se je pa začelo, bom rekla, resno delo, ne? Preboj je bil opravljen in pol je pa prišlo, kako ne rečem, malo do trka egov. Ja. Z Igorjem, ne? Ja. Mislim, tako je bilo, ne. Pas, kako boš povedal zdaj? Ja, se izbiram besede. Igor je že takrat, ne, vse on je povedal, ne. Jaz sem skozi hotel Habiču, da bi bolj pel, pa sem manj drl, pa to, ne. Zdaj pa, ker je mene dubo, pa je videl, da znam pet, je pa rekel, zdaj pa jaz Borutu, da bo drugač pel. Aha, ampak še vedno pel, okej? Ne se drl. Habič, pazi. Ja. Sem jaz rekel, Igor, kaj je s tabo, si nor, ali kaj? Zdaj bom jaz drugač pel, bojo rekel, evo, uničuje komade. Prišel je nov pevc, uničil komade, noben ne vedel, da mu je Igor, ki je napisal komad, tako rekel, ne. Jaz sem rekel, ne bom tako pel, jaz bom pel tako, kaj Habič pel. Pika, basta. Ne. Recimo, lih februarju, ne, sva se ful kregala. Ja. Ja, Habič bi mogel skozi tako pet, kot je na začetku, ne, ta čisto vod, nekaj odpoje, pol kasneje se začne pa dret, ne.
Sem si rekel, Habič je že vedel, kako je odpel, ne? Ker je, če bi, kao da ni zmogel, ne, ga odpeti. Sem rekel, če je zmogel to odpeti, bi tudi tuno. Ja. Ni hotel, pač odpel je po svojem, je dober in jaz bom tako pil. Ni da ni, ful kreganja. S tem, da takrat niti ne toliko z Igorjem, ampak bolj zalešen, ker je bil, Igor se meni ni upal povedati, ker se je bal, da bom pač šel. Ja, pelik si prišel, ja. Ja. Tukaj značajsko sva precej drugačna Ja. s Habičem. Ne. Habič recimo so imeli težave z njim, ne vem, so imeli Sploh da je- koncert, sploh pa da je ni hotel prišel. priti. Ja, pa so ga šli domov iskat, pa je drl se iz balkona dol, da ga ni doma. Ne, te neumnosti. Ne. Sam to je čisti punk, star. Ja, to je. To je No, pač jaz pa tudi, pač, a veš, to so stari mulci 17 let, ne, Ja. pa ki si star 30 plus, a ne, je pa spet Tako. drugače. Glede tega sem pa jaz zelo bil, ko je bila vaja, ko je bil špil, ko je snemanje, pripravljen prišel in tako, a ne. ja. In Igor se je pač bal, da mi bo zgubil, pač valjda tudi iskal je tam 50 pevcev, probo pa enega dubu, ne. In ni hotel z mano v konflikt, ne. In seveda je Aleš bil tisti, ki je šel z mano v konflikt, ne. Kako? On je bil, jaz se ga tudi spomnim, recimo, ki je bil še na popu, sem ga še ujela. Ja. On je bil the nicest, najbolj miren, sploh si ne predstavljam, po mojem nikoli niti kaj, da bi kaj povzdignil glas ali kakor Se ni povzdignil glas, Nikoli. samo meni je začel govoriti, kako naj bo. Ampak si ga ti upošteval? In jaz sem pač rekel, da ne, in pol je pač rad uživčen in moč tako, pa tako, in jaz pač ne bom, ne. In da ne me, pač poučil me je pet, pa nekaj te javiš. Si pa sta povi dva prišla v konflikt. Jaz sem imela ful konflikt, ja, ful. Jaz sem mu rekel, ne mi pusti primerno, ne se briga za svoj bas in to je to, ne. Ja, upa še bas, ja. Ja, in so imela precej te tenzija, ne. In pol pač on je 2010 pol zapustil band tudi, ne. Ne bom rekel, da je zaradi mene. Jaz tudi mislim, da je on, ker tudi že prej ni bil zelo navdušen, no, nad tem, da se spet band združuje. On je imel neke svoje ideje, kako bi muzika šla in je pol tudi seveda svoj band naredil Ja. in izdal plato, ne. Čist nek drugega, v Tako. bistvu glasbeno, ja. Nekako je želel te komade tudi skozi njece spraviti, pa tukaj nisem jaz bil tisti, je Igor rekel, da ne. No. Samo ona dva sta bila ful močna naveza, v bistvu že od samega začetka, ne? Zelo, ja. Ampak potem je on odšel, tako da pol je pa Igor bil prisiljen, da je z mano se direktno pač v konflikt šel, ne. Igor je pa človek, ki ne mara konfliktov. Se jih izogiba. Ne. Ok, ja. Ker konflikt ni nujno, da se skregaš. Ne. Konflikt je, da pač imava različne mnenja, ne, in zdaj prideva skup, ne. Ja. Jaz nisem imel težav s tem, ne. On pa je imel. In bilo je kar noro. Ampak si tudi pri samem ustvarjanju, ne? Najbolj pri temu, Mislim, kdo bo pisal, kdo bo prispeval. Ne, to niti ne. Tle Jaz ne. nisem imel težav s tem. Nisi imel, okej. Jaz nisem silil svojih komadov, Igor mi je sam rekel, prines komad. Ne. In ko si ga prinesel? Niti ni imel toliko proti. Ok. Bolj je bil problem komadov, ki je izvedba, ki je on recimo prinesel, pa je želel, da je izvedba bolj taka, kot si je on zamislil. Jaz sem pa rekel, da je to preveč pusi. Ja, Recimo. ok. Ker To je že je- slišal, no? Ja. Ja, in Že pol prej. sem jaz sem hotel bolj to punkersko držo držati, čez meri manj tudi petje, ampak ne poudarek na petju, razen če komad to zahteva. Če, ne vem, beli prah poješ, valjda ga poješ. To mi je bilo jasno, jaz nisem tam nič imel proti, ne. Sem rekel, točno tako ga bom odpel, ne. Ampak pri enih določenih komadih sem pa želel iti na bolj straight linijo, manj nekih, ne. Ja. In tukaj so pač dostakrat šla v konflikt in predvsem pol že pri uni plošči 13, smo se kar bockali pol v bližini ljudi pa zelo, no. Tam smo se pa zelo, tako da takrat je prišlo do nekega, pač dosti smo imeli tudi en drugega, se ja, veš, ki si skupaj toliko let se zasitiš en drugega in smo se mogli malo posloviti, no. In smo se poslovili, sicer nismo vedeli, za smeri ali ne. 3 leta pol nismo dejansko se niti videli, ne. To je noro. Da se v Sloveniji tudi ne srečaš, ne, Ja, konec koncev, ne? pač vsak ima svoj, a veš, Ja, ja, svoj džiro, da rečemo. svoj džir in Tako. se nismo videli. Ja. Povdahnili smo si malo eno drugega, veš. Slišali tudi ne? Tako. Prav. Ma Breht je vsake toliko bobnar. ne. Ja, on je bolj bolj ta anksiozen, ne. dobrovoljček, bolj tako se mi zdi. Ja, pa po potreboma potem imaš, da Okej. ima. Pač veliko nas je v bendu takih Igor, pa jaz sva glede tega zelo podobna, da imava to malo
neko, bom rekel, motno v navezanosti in rabva ta svoj mir, ta space in kdaj rabiš cel let space. Ja. Igor je tak in jaz sem tudi tak, tako da nama ni bilo težko se ne videti. Brecht pač je pa kar bolj tak, ne. Pa dejmo, no. Pa me je pa klical po enih 3 letih, pa je rekel, dej Dodi, no, dejno, pa sej bo fajn, veš, pa jaz sem rekel, okej, no. Pa seveda težave z alkoholom, ne. To je pa tudi vaš Jerant izpostavil, meni se zdi, da to je pa kar zna biti. Ampak a ni to tako ena taka značilnost nasploh bom rekel, v glasbeni industriji, no? Bom kar tako poširila vse skupaj, ne bom rekel sam rock and roll, ne, stari? Jaz nimam nič proti Tudi alkoholu, lej. Ja. Tudi sam nisem anti-alkohol, jaz pač pijem alkohol. Sam vem, v kakšnih trenutkih pa, koliko imam mejo, pa ne. Ja. Zdaj, če pa ti priješ na koncert, pa si toliko pijan, da ne moreš nekaj odigrati, ne. Imam pa težavo, jaz ratam pol nezadovoljen, ne. No, mi tudi na drugi strani. Ja, ali pol ti reče, to je punk, sej lahko, ne. Tako da tukaj smo imeli pol, jaz pa Janez, ne. Ki je najmlajši Ki član. je najmlajši, ki je prišel pol na mesta Aleša, ne. Ja. Ki je pa drugače z njimi že v 90-ih jamov, ne. To je tisto obdobje, ki so se mal dobili, pa so jamali, Janez je takrat že z njimi igral, ne. Ampak je pol odpadel zaradi tega, ker se je original postava dobila, ne. Razen mene, ne. Tako da Janez je potem seveda kasneje prišel, ko je Aleš šel stran, no kasneje Aleš itak tudi umrl, ne. Ja. Tako da jaz pa Janez sva imela pogoj, da pač bomo spet začeli igrati abstinenco. In kdo bi to pričakoval od tam mlajših, a veš, ne? Ja, pač. Ful zanimivo. Ampak kakšna pa je dinamika v vašem bendu, ker starostna razlika je? Ja. Zdaj tudi ti nisi več najmlajš, ne? Tako in drugače. Oni so pa sam še starejši, no. Kako to zgleda? Jaz sem 9 let mlajši od njih, ne. Janez je še 2 let za mano, ne. Ja. Dinamika je v knjigi tudi upisana, ne. Zdaj, mislim, da zdajle trenutno stvari kar štimajo, no, tako bom rekel. Čuti se tako, ja. Ja. Je pa predvsem odnos, ki ga imava z Igorjem, je zdajle na najvišjem nivoju, kar se poznava, ne. To je 17 let. Igor me je sprejel tako v popolnosti in ne sil v neke stvari, ki ve, da pač meni ne pašejo, kar pomeni, da me tudi dobro pozna. Mi ne bo neki predstavljal, kar ve, da meni ne paše. Ja. Jaz sem ga pa itak že prej sprejemal. Ne. Tako da v tem delu zdajle stvari res štimajo. No. Pol imamo pa pač Likarja pa Brehta, ki pač vice pokata skozi, ne. Ki sta, ne. V bistvu ste zelo dobro uravnovešeni. Ampak te, ja veš, dead jokes, ne. Črn humor, tako. Temu reče dead. Gostilniški humor, misliš? Ne, to so prav vici, ki jih fotri govorijo. To imaš prav na netu, imaš polhan tega. Ja, presežno Kao smešen pa ni, ne. Mislim, njim je ful smešen in one dva povesta vic in se režita, ker trapasta. Mi se pa njima režimo, ne vicu. Ker se režita. Tako. Ok, to še prav pogledati. Tako da to sta one dva pač. Janez je introvertiran bolj, no, ampak je tak pomemben člen, predvsem, da zna tudi stopiti korak nazaj, pa reči, da je fantje, da je zdaj pa to, ali pa zna nas tudi kdaj napoditi, da je treba delati. Ker tukaj smo malo leni kdaj. On je pa tisti, ki pač reče vaja. Ne? Nema. Kje imate vaja drugače? Pri njemu doma, pri Janezu doma. To je v Ljubljani. V Ljubljani tle. Aha, prav pri njemu doma. Pri njemu doma garažo je preuredil plec in imamo svoj plec, kar je zlata vredno, ker ne rabimo nobene opreme predstavljati. Mi imamo tam postavljeno in to je to. A pa ste želeli kam drugam, recimo, pa si je Detroit klical v svoje gnezdo? Nikoli, ne. Pa tudi to ne bi bilo za nas. Ne bi bilo, ne? Pa oni trije bi tam pol pil cele dneve. Detroit je super za prijeti pogledati. Za malo pogledati, pa za se malo podružiti, ja, to je res. Za nas ne bi bilo. Kako ti gledaš na njet? Kaj je tebi njet? Ja, njet je meni, ko sem bil mlad, mi je bil to pač, se pravi, najljubši bend, ne, in mi je pomenil ful, mislim, ne vem sploh, kako ne ti rečem, zdaj mi je to del življenja, ne, del mene tudi.
Ker ti postali, ne. imaš zelo zanimivo življenje. Govorim tudi o tem, s čim se ukvarjaš tako profesionalno, se pravi. Ti si v bistvu ravnatelj v strokovnem centru Logatec. Tako. To so stvari, ki jih mi tukaj ne vidimo, ne poznamo, o katerih nažalost vse več slišimo, Ja. ampak se pa z njimi ne soočamo ena na ena, to, kar recimo se tebi dogaja. Ne? Ja. A ti pa še to ravnovesje mogoče li, da dobiš, ne, da te malo zrelaksira na nek način, Mislim, ta druga plat? moja služba je moj reality check, že ves čas. Tudi prej, ker nisem bil ravnatelj, ker sem bil vzgojitelj pa učitelj. No, v bistvu takrat si bil še bolj v stiku, a ne? Konec Ja, koncev. ne, v bistvu zdaj sem bolj. Ne. Aha, Takrat okej. si bolj v stiku, kot v smislu fizično No, to sem več se, z njimi, ja. ampak imaš pa, kot ravnatelj imam pa drugo vlogo, ki je precej bolj pomembna, ne, ker kdaj tudi odločamo o kakšnih zelo resnih stvarih. Ja, in takrat pač moram kdaj tudi jaz kakšno besedo reči na koncu, ker noben ne ve več, kaj bi. Ne. Tako da, to je moj reality check, to je moja karma. Res, tako si to vzel? Nisi vzel kot nekaj bolj pozitivnega? Mislim, Da jaz to- spremeniš na boljš? Veš, ljudje doskrat govorijo o poslanstvu, ne. Ja. Namenoma nisem te besede uporabljala, ker poma še small Ampak life. kako ne rečem poslanstvo, če sem čisto po nesreči tja prišel? Ne? A veš, kako jaz Pa sem prišel usoda. tja. Ja. Ja, zdaj pa ostal sem pa tam zato, ker je zgleda mi to pasal. Ne? Pa mrzdo mi je rekel, da je pa je traj učiti v kakšno šolo tam srednjo, ker ti delaš tle s temi mulci, ki so pač najbolj zahtevni. Pa sem pogruntil v bistvu, da bi bilo v kakšni srednji šoli verjetno dolg čas. Da tam pa pač je izziv to skozi, verjetno to rabim skozi neke izzive. Sigurno delaš tisto, kar rabiš delati. Ne? Neki sebe zdraviš s tem tudi, ne? Če jemlješ delo kot tako. Jaz nisem šel nikoli v službo zaradi denarja, ne? Je pol kasneje vse to pač pride, a ne, ta denar. Jaz nisem vzgojen bil v tem smislu, ker je danes mladina, a ne, ker začnejo neke start-upe, pa to jaz bi bil tukaj čist zgubljen. Jaz bi pač v tej družbi danes star 20 let bi zmrznil. Ne, ker mi denar ni nek bil, meni je to neko sredstvo. Ne. Pa dejansko nimam težav z denarjem. Ne. Ampak je to prišlo pol kasneje, ne. Kot posledica tega, kar počnem. Ampak kar sem pa počel zato, da sem zadovoljil neke svoje potrebe, ki jih imam. Na eni strani umetniško ustvarjanje, pa njet, ki je pač tudi nek melanholičen, bom rekel, band, ki je mi tudi v tem smislu dosti blizu. In v tem strokovnem smislu, ki delam pač v profesionalnem smislu kot ravnatelj zdaj, ne, v strokovnem centru za to populacijo otrok, mladostnikov, ki imajo čustvene vedenjske motnje. Ne. To pač rečem, da če ne bi bil traumiran kot otrok, pol ne bi tega delal. Ne. Ti se v bistvu boš počutiš, če si žalosten, nesrečen. Ne. Ni tako. Ne. Oziroma, kako handlaš srečo? Moje osnovno stanje je, da sem nesrečen. Ampak jaz nisem nesrečen v službi ali pa z bendom ali pa tako, ne. Ja. Jaz vsakič, ko nekomu probam, pa doskrat je hecen moment, ne, ker te mladostniki doskrat mislijo, da jih hočeš zajebati. Ne. Ne razumejo še tega, da mu hočeš pomagati, ne. Ker mu neke meje postavljaš ali pa neke odločitve sprejemaš, daj tudi, ker so na prvi pogled za njih v tistem trenutku težje, ne. Ja. Ali pa tudi zelo kaznovalne. Ne. Ne razmišljajo o tem na dolgi rok. Ne. Je pa pol, ko te po 15 letih nekdo pokliče ali pa prije pa ti reče, da si imel prav. Ne. Tudi prav, da sem ga poslal recimo v Radeče, mi je rekel mulc. Ne. Jaz bi zabredel. Ne. Je prav, da ste me poslal v Radeče, pa takrat nisem bil ravnatelj. Bil sem razrednik recimo. Pa rečem, ja, seveda, ne. Zdaj s to zrelostjo lahko tako rečeš, ne. Takrat bi me pa najraje potolkel. Jaz mislim, da vsakmu, ki probaš pomagati, da s tem pa tudi malo mogoče samega sebe rešuješ. Ne. Ja.
to je, mislim, da ja, to skoraj sigurno. Ne bi pa rekel zase, da sem depresiven. Ali... Ne, to ne. To je čist nekaj drugega, ampak ti pa še to neko otožno stanje. Ja. Temu se počutiš dosti tako, ne. To ti je pomagalo najbrž, da si pevec unjetih, ti je pomagalo pri temu, kar opravljaš. A dobiš mogoče malo več respekta strani mularije? Sploh te današnji... Ma ti mora pomagati mogoče. Veš kaj, te današnji ne poznajo. Ne poznajo, res ne? Kakšni ja, ne. Zdaj le enega imam, ki pozna in je tudi bil na koncertu. Ne. Okay. Večina ne pozna. In tudi takrat niso poznali, ne. Torej 2-8. So posamezniki, ki poznajo, večina pa ne. Me pa vidijo po televiziji, ne. Zdaj ali me vidijo zaradi njeto ali zaradi službe, ne. Zdaj predvsem, ker sem ravnatelj tudi zaradi službe, ali pa preberejo, ker v meni pa takrat, ker je knjiga išla, recimo, sem bil po vseh, iz paštetvan sem skakal, ne. In itak, da te vidijo, opazijo in se jim zdi fajn, ne. No, to je. Fajn se jim zdi, ja, sem vas videl zadnjič tam po televiziji. Ta del jim je kul, ja. Zdaj, koliko zaradi tega več respekta, ne vem. Ne vem, koliko je to njim pomemben, ker mislim, da televizija kot medij ni baš pred mladih. Jaz sem mislila zgolj zaradi muske. Aha, Ja. zaradi muske ne. Zaradi pač tega, tukaj se spet pojavi ta kultnost, no? Zaradi tega. Kdo vi ste v glasbenem prostoru? Zelo redkim, mislim, da zelo redkim pri nas mladostnikom je to mene na višji nivo postavili zaradi tega. Nisem še nikoli prinesla na noben podcast čtivo. Čtivo. Ja. Govorimo že cel čas o tej knjigi, ne? Ja. Torej, ki jo je napisal Zdenko Matos. Tukaj je zelo en lep pregled vas oziroma vseh vaših sopotnikov, kar si se prej lepo izrazil. Besedila so noter in tako naprej. Ampak tukaj je še ena druga. Ja. Ta je pa tvoja. In sicer, kako se znebiti trupla. Tlele tudi pride ven ta tvoja, bom rekla, umetniška plat. Ja. To je v bistvu, koliko je že ta knjiga stara? Ne? Moram prav pogledati. 2016. Ja, neki tacga. Ja. V bistvu je pa, ne morem reči fikcijski roman, ker se nekateri liki so resnični. Tako da, povej, kje si se našel po tem, no? To je štorija. Takrat mi je bilo dolg čas, ne. Iz dolg časa se lahko zgodijo tudi dobre stvari. Iz dolg časa se umetnost ustvarja, ne. To je dejstvo, ne. Ja, in problemi tudi, ampak pustimo. Ne, ker če imaš ti polno glavo nekih obveznosti, tako kot zdaj, recimo, ko imam tako pozicijo službeno, pol imam ful malo prostora za umetnost, ne. Za prozo pisati pa sploh rabiš veliko prostora, ker rabiš tudi veliko časa. In takrat mi je bilo dolg čas, poletje je bilo, sem pač en tekst mislil napisati, pa se je to zgodilo. Ampak to je še toliko prej bilo, ne. Ja. En tekst sem mislil napisati, pa sem rekel, da bom najprej eno kratko štorijo napisal, pa bolj iz tega tekst potegnil. Malo bolj v epskem smislu, ne. No, na koncu je pa tole ratalo, ne. Ja. Ker začel sem pisati in sem pisal in čez en let je pač nek roman nastal, ki je, bom rekel, fikcija, ne. Je pa noter, kar piše, je pa v bistvu vse res, ne. Ampak kako sem pa to, kar je vse res zložil skupaj, to je pa moj problem. Ne, ampak hecno, no, oziroma zanimivo, da pač ti si bolj za prozo, bom rekla, ne. Ja. Po drugi strani imamo pa Igorja, ki je pa bolj za liriko, ne. In mu gre to v bistvu, če tako pogledaš besedila njetov, to so komod samostojne pesmi, ne. Ja, seveda. In delujejo dejansko, tako kot sva prej ugotovila, oziroma sem jaz dodala, v vseh prostorih in časih, ne. Kakorkoli. Zdaj te moram vprašati, kako kaj ženske? Mislim, da so v redu že. So v redu? Zato, ker tako mi je žal, da ni Igorja, ker vse si prebral, ne? Ja, sem prebral, Kaj je rekel o tebi? Borut je magnet za ženske, kaj takšnega še nisem videl. Dejansko se jih mora otepati. Mislim, da je zdaj malo manj tega, ne. Ja, tudi ti si malo starejš. Ja. Ampak pazi, izgledaš pa isto. No. Ne, ti se dejansko ne staraš. Ti imaš presežen, da imaš iste kavbojke po moje, ki si jih imel takrat. Mislim, bi lahko bile, če ne bi se trgale. To je edini problem, skratka, drugače pa isti. Ne, pač se veš, da leta naredijo, ne. Jaz Ja. mislim, da ti, Jana, ti izgledaš super. Hvala lepa, glede na Pa to, se kaj življenje poznava. dela z mano, a ne? Ja, pa se poznava tudi kar nekaj cajta. Ja. Bi lahko isto zate rekel, ne. Hvala. Ampak realno je prišlo to zraven. Tle pač nimamo kaj. Jaz mislim, da je to bil del te fame tudi polno in njetovske. Ja. Ampak, mislim, ja, sej valjda se dogaja, ne. Ja.
da je malo pritisk tega nežnejšega spola. A ti je bilo tečno kdaj? Ženski. Ne, Ker po teh besedah bi ti moglo skoraj biti, ne? ne, pač verjetno, ko sem bil s kakšno partnerico, ne, je bilo bolj njim tečno. Aha, ja, razumem. Ja. Ja, to zna biti kar problem. Mislim, vem, kako je, bom rekla, na drugi strani, ne, če imaš, ja. Tako da ta del mislim, da je bolj problematičen, ker ti morajo kar zaupati, ne. Ja, sprejeti, da si, kjer si, a ne? Ja. Se veš. Ja, zelo je to. Ker si oblegan in ja, ti mora pač partner zaupati. Da bi rekel, da imam težavo. Ne, pač jaz sem pač bil prijazen zmeri, no, obitno. Ja, to pa res, ja. Hkrati pa tudi postaviti mejo, kdaj pač je pa meja. No. Pa kdaj sem se tudi malo umaknil, pa pobegnil, če je bilo treba. Če je treba, lej, to je, moraš rešiti najprej sebe, v vsakem primeru. Slišala sem, da si enkrat poskušal malo karijere na radiju delati. Ja, seveda. In to Mislim, našem radiju. Mogoče bi bila na neki točki To je bil sodelavca. radio, kako se je takrat imenoval? A je bil mogoče poslovni val? A je bil poslovni val? Ne, osnova je bila Ne. Vrhunka, ne. Vrhunka. Radio Vrhunka. Pa ne vem, kako se je Tudi jaz sem preimenoval. pozabila, Orion ni bil, ne? Deželak je tam delal. Ja, Deželak je tam delal, tam je začel. Deželak je tam delal in on me je uvedel. Uvedel me je pa tako, da so bila pol ure skup tam v studiu in je rekel, lej, tole je to je to. A te slučajno mešalke učil? Ja. Ne, Ker smo mogli vse to ni bil sami. Deželak. Ne, ker smo mogli vse sami. Ja, Ampak to je bilo čisto simpel, a veš. ker Deželak ni na mešalki doma. Zdaj, ko imate tam cel Ja, kaj pa je bilo? Je bilo tako sam on-off? on-off pa volume. Aha, in? Je pač on-off volume. Ampak se nisi našel v tem, ali? Kar glasovno bi šel zelo dobro. Ja. Veš, kaj je bilo? Jaz sem to delal za zraven. Pa ne vem, kaj, takrat sem jaz še, to je bilo pred službo, to je bilo ful nazaj. Ja. To je bilo, star sem bil enih 25 let, to pomeni. Si bil že prisluhnil Matjašini, no? Ja, še pri temu, ali pa lih končal sem, lih po moje ni bilo več benda, ni bilo še njetov še daleč, ne. Nisem niti službe še imel, ne. Ja. Sem bil še na faksu, po moje sem bil v nekem unem umestnem obdobju pisanja diplome, delal sem takrat, vem, da na elektro neki, v informacijskem centru, neki z računalniki, prej sem bil kurir tam. Neko to obdobje je bilo, kar malo iščeš jih, ne, in pol reče, da jih grem probat, ne. Sem šel probat, in takrat šef je rekel, da pač probimo, in pol sem imel en dan popoldne, pol smo se pa preselili z Vrhunke v Ljubljano, Ja? pa bil je, mislim, da je Antena, studio, en je bil desno, en pa levo. Ja. Ja, res Nismo je. bili pa nek Odeon, ali kaj je bilo. Meni da je bil res Odeon. Ne morem se spomniti, ali je bil, nekje je bilo. Orion, to sem že prej rekla, nek tacga, ja. Ja. No, in pol pač je bilo pa tako, da se je pa zdaj to posnelo naprej, meni pa to ni pasalo, tam, kam zdaj v Ljubljano se vozil za tistih fičenke, a veš, se veš, da so to bili taki fičenki. Vem, ja. Da sem v Ljubljano vozil fičenke zaslužiti, ko bom v eni uri posnel za 5 ur, ne, in šel domov in pač to mi je brez veze, ne. Pač sem takrat mu šefu rekel, da se jaz pač tega nam šel več in da grem pač. Ja. In mi je rekel, šef ni rekel tako, da naj ostanem ali pa karkoli, ne. Edina stvar, ki ga je skrbela, je to, na kje radio pa greš. Sem rekel, nikamor ne grem na noben radio, ne bom delal na radio. In to je bilo to. In nikoli več nisem delal. Mi je všeč, da se vseeno pojavljaš, ampak na drug način, ne. Ja. To je pa ful dobro. Tole sem tudi videla, a je to res, da so te klicali da bi nastopil v Znanem obraz ima svoj glas? Dvakrat. Dvakrat? Mislim, 2 leti. Koga bi pa ti imitiral lahko? Jaz sem rekel, da ima napačenega. Mislim, itak, to ni moj stil, ne. To si, oprosti, kakor te poznam, si res težko predstavljam tebe tam. Pač ni to moj stil. Ja. In ne vem, odkje so to idejo dobili. Ja, 1 leto so me klicali, po mojem je Češnova rekel, ne. A ja, Je delal- ne, to je bilo pol. A je bilo pol? Znan obraz je bil ful kasnej. No, ne vem. Pač In si klicali so zavrnil? me in sem rekel, da ne, in pol so me še enkrat in da ne, pa tudi druge te oddaje, ful teh oddaj, od kuharskih do vseh živih. Jaz imam službo, jaz imam službo pa njet in to mi je tako, da Imaš tukaj, dosti. ja, to je Ja. ful, Ja. to je full time. Sploh pa zdaj, ker sem ravnatelj, je to res full time. Ne. Ja, točno In to. ne rabim nobenih drugih oddaj, nobenih
Mislim, to je drugo, ko prideš kot gost se malo pogovarjati. Ne. Če bi tole sprejel, to te posrka tako za par mesecev si all in. Ja, ne? Ja, definitivno. Ni časa za to. Ampak je pa čas Pa tudi ni zame. za akustično turnejo, hvala Bogu. Ne? Ja, izštekano. Tako, Oziroma, to. prearanžirana turneja, jaz najraje rečem. Zelo dobro. Se pravi, predstavljali ste se itak pri Juretu, pri Longi, ki tam je v bistvu štartalo vse skupaj. Ja. Jure je v bistvu vaš prijatelj, lahko rečem, prijatelj benda že od samih začetkov. Ja. To imate čisto neko drugo vez, poleg tega, da izštekani so res nekaj najboljšega, kar je prišlo v slovenski glasbeni prostor. In če je kdo lahko zelo dobro se ujame z nekimi godali, ste to vi. In to v bistvu dokazujete točno s tem zdaj, ne? To smo že 2008, ne, ki je Borut Činč bil del benda, ki še ni bil upokojen, tako bom rekel. Ja. In je bil del benda, hkrati producent seveda. In ko nas je takrat povabil, je bilo to mogoče prehiter, Ja. ker pač predvsem nismo imeli časa, da bi pol turnejo naredili, ne. Ker smo valjda v električni izvedbi igrali in imeli polno zasedeno 2 leti naprej vse. In takrat je Borut Činč naredil aranžmaje za klavir in godala. Ja. In se je takoj videl, da to pač res k tej muziki paše. Ne? Res paše. Res paše, Res paše. ja. In hkrati smo pa rekli, da obdržimo Igorja na elektriki, da je malo tega šundra odzad. Tako malo smo eno tak konglomerat naredili. Ne? Ni zdaj to akustika čista, zato ker Igor je na štromu, ni seveda štrom, ne? Ker imamo zraven akustike ogromen. Tako da rečemo, ištekano itak je pač bolj ime, ne? Same vdaje. Jaz rečem prearanžirano, ne? Ja. In zdaj, ko smo dodali teh 8 komadov, ki so nastali po letu 2008, ne? Jih je pa napisal aranžmaje Matija Krečič, ki je pa tudi kar znan violinist in tudi piše za druge muziko in drugače pa sodeluje s Magnificom, ne, dela. Tako da se mi zdi, da je super dobre zadeve so nastale in že na vajah, veš, ko slišiš une parte, ki igrajo godala, ne, meni je to super, itak imam rad godala in Ja. mi grejo kdaj pol dlake po koncu. Ampak je pa verjetno na koncertih je pa malo zdaj energija drugačna. Drugačna je. Ja. Imeli smo en koncert zdaj, ne? Ja. Videli smo par posnetkov. Ja. Po mojem Igor ful vesel, da lahko sedi zdaj, oziroma ste vsi starejši. A veš, da proti koncu koncerta je bila energija dosti podobna kot na električnih koncertih, ne? Ker se bilda, ne? Ja, ker se bilda, ampak Ja. hkrati, veš, je pa na začetku so ljudje zelo poslušali. Zelo poslušali, Ja. ampak pol je ratal. ne. Pote ponese stari. Tako. Če to, Zdaj, ja. naslednji koncerti, razen zadnjega v Šiški, ne? Kino Šiška, ne? Tako zadnji Super. v nizu bo v Kinu Šiške, ampak vsi te naslednji koncerti, teh 7 zdaj, oziroma 6 minus Šiška, ne? Ja. Bojo pa po dvoranah, kjer bojo sedišča. Tako da bo mogoče ta vibe do konca ostal. Bolj poslušamo, bolj spremljamo muziko, manj žuramo. Kino Šiška ne bo sedišč. Ne, v Okej. Šiški ne bo. Pridemo. Ja. Ampak tudi hočemo, da ta sedišča, da predstavimo to glasbo na ta način. Fajn je, da jim ponudiš v bistvu oboje. Čeprav je pa res, da kaj enkrat folk sedi, ne vem, če bo lih ustal, recimo, ne? Ja, pač bomo videli, ne. Ja. Pa to je, ne. A veš, kaj imaš ti godala, klavir, to je kar zalogaj za oglaševalca. Ja, ne. absolutno. Ja. Vzvočevalca. No. In to pol, ker ljudje, veš, ki se med komadi pogovarjajo, pa to vse poka v mikrofone noter in je kar... Ne, zdaj, v teh dvorancah bo tega manj, ne, in bo res sound tak, kot hočemo, da je. In Ja. ko mi čakamo. Mi tudi, ko mi čakamo. Jaz mislim, da smo povedala skoraj vse. Imaš kakšno misel? Ti se srečuješ s težkimi stvarmi, bom rekla, ampak mogoče lih zaradi tega lahko ponudiš en drug vidik, en drug način razmišljanja vsem nam. O čem? O življenju, Borut. Rad se moraš imeti. Rad se moraš imeti. Ko imaš sebe rad, pol imaš lahko tudi druge. Pa si tam? Se borim. Jaz te tako te obožujem. To je bil naš otožnež. Hvala, da si prišel. Prosim, prenesi lepe pozdrave še vsem ostalim. Hvala za vabilo. In absolutno se vidimo na akustični turneji. Treba je pohiteti, no, ker v bistvu se iztekajo. Potem pa spet k elektriki, a ne? Tako. Dobro. Bomo se srečali. To je to. Thank you.
To je Radio 1 podcast.